Pozdravljeni. Preglednik začenjamo z lokalnim političnim dogajanjem. Če si je nekdanji mariborski župan Franc Kangler v zadnjem mandatu nakopal 16 ovadb, si je ekipa vstajniškega župana Andreja Fištravca svojo prvo prisvojila že po 16 mesecih županovanja. Gre za kazensko ovadbo zoper 3 osebe z mariborske občine, osumljenih storitve kaznivih dejanj zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic. Že maja so namreč kriminalisti vzeli pod drobnogled domnevno sporno kadrovanje v občinski upravi. Po neuradnih podatkih naj bi kazensko ovadili župana Andreja Fištravca, direktorja mestne uprave Marka Žulo in vodjo županovega kabineta Martino Kositer. Najbolj sporna naj bi bila pogodba županovega svetovalca Marka Kovačiča, s katero mesečno zasluži 1200 evrov neto, z njo pa ima bistveno preobširna pooblastila. Lahko samo potrdimo, da smo prejeli kazensko ovadbo zoper 3 fizične odgovorne osebe mestne občine Maribor zaradi suma storitve kaznivih dejanj zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic. Pred 2 mesecama je trojico ovadenih zaslišala tudi policija, a je župan takrat poudaril, da se nikakor ne čuti krivega. So pa nad ovadbo razočarani vstajniški podporniki. Absolutno drži, da za vstajniškega kandidata morajo veljati višji kriteriji in ničelne stopnje tolerance do korupcije. V tem primeru pa se zdi, da stvar gre nekako po poti Franca Kanglerja. Se pa bo moral mariborski župan zagovarjati še za eno, po mnenju svetniške skupine Liste za pravičnost in razvoj, sklenjeno sporno pogodbo med občino in mestnim svetnikom Liste za Maribor ter poveljnikom civilne zaščite Andrejem Verličem. Pogodbo v skupni vrednosti 9000 evrov so že posredovali protikorupcijski komisiji. Za to pogodbo, ki je bila sklenjena, se Andrej Verlič zavezuje opraviti naslednjo delo. Priprava in organizacija pomoči mesto Kraljevo v Republiki Srbiji. Ta pogodba velja s 1.6. dalje. Vem, da pišem poročila za opravljeno delo in z tega vidika me prav nič več ne peče, torej pogodbo sem oddelal. Vodstvo občine ovadbe še ne more komentirati, saj uradno od njej še niso bili obveščeni. Smo pa izvedeli, da naj bi bilo na mariborskem tožilstvu proti Fištravcu vloženih še 11 anonimnih ovadb. Mariborski župan Fištravec je nekaj dni kasneje le odzval na kazenske ovadbe. Spregovoril je tudi o, po mnenju Liste za pravičnost in razvoj, sporni pogodbi z mestnim svetnikom Andrejem Verličem. Na uro določeni smo se predstavniki medijskih hiš zvrstili v prostorih mariborskega župana Fištravca. Ta pa je na to podal le izjavo, brez možnosti dodatnih vprašanj. Najprej je zanikal navedbe v ovadbi tožilstva. Trdim, da nikomur ni omogočil pridobitve protipravne premoženjske koristi. Podjemne pogodbe pa so po njegovem del občinske uprave že dolga leta. Nihče s pogodbo pa nima prevelikih pooblastil. Zadnja beseda je beseda župana, to je jasno. Tako da podjemne pogodbe niso narejene za to, da bi nekdo drug namesto mene odločil. Fištravec trdi, da ni sporna niti podjemna pogodba z mestnim svetnikom in poveljnikom civilne zaščite Andrejem Verličem o organizaciji pomoči in srečanja gospodarstvenikov mesta Kraljevo. Za sodelovanje z njim so se odločili po priporočilih in njegovih kompetencah. Gospod Verlič ima dolgoletne stike z Kraljevom, pozna lokalno okolje, politično kulturo, socialno in kulturno in tako naprej. In smo to pogodbo sklenili z njim. Sicer pa je Fištravec za nerazumno označil odločitev dopisne seje za 3-milijonsko zadolžitev za potrebe obnove vrtcev in šol ter cest in začetek gradnje nove fiziatrije. Čeprav so zadolžitev svetniki na proračunski seji potrdili, so zdaj svetniki SDS, Kanglerjeve županove Liste in LPR zadolžitev zavrnili. Zdaj pa k uspešni zgodbi v gospodarstvu. V kovinarstvu Bučar iz Miklavža, kjer se ukvarjajo z izdelovanjem strešnih žlebov, nameravajo do konca leta zaposliti vsaj 10 delavcev. Zaradi širjenja proizvodnje bodo z zaposlovanjem nadaljevali tudi v prihodnjih letih. V družinskem podjetju Bučar se s stavbnim kleparstvom ukvarjajo že skoraj 50 let. Vajeti sta pred kratkim prevzela ustanoviteljeva vnuka Gregor in Primož, kar tretjina njihovih izdelkov konča na tujih trgih. Tako da Avstrija, Nemčija, Italija, Švica tudi. Imeli smo nekaj projektov na vzhodu, recimo Belorusija. Prihodki strmo naraščajo, lani so ustvarili dobrih 5 milijonov evrov, dobiček pa vložili v investicije. V skupini KB v Sloveniji in Avstriji trenutno dela 60 ljudi. Nujno potrebujejo svežo delovno silo različnih profilov. Se pravi, tržniki, prodajniki,
in pa proizvodnja v Avstriji, v Linzu. Ne. V prvi fazi 10-11 in tako bo faze sledile. Ne. Bolj kot nesti pa želimo za sodelavce prav Slovence. No. Gregor Kodrič tukaj dela dobro leto, s plačo in vzdušjem je zadovoljen. Glede na te čase je to zares dobro, ne? Da se podjetja širi, da dela na produktivnosti in povečanju proizvodnih procesov. Podravski delodajalci sicer leto zaposlujejo bolj kot lani, a še vedno gre večinoma le za kratkotrajne zaposlitve. In mi smo zelo veseli vsake priložnosti za vsakega posameznika, ker teh priložnosti, da bi rekli 10 zaposlitev v enem podjetju, to je že redkost. Stopnja brezposelnosti v Podravju tako ostaja katastrofalno visoka, 16-odstotna. Še posebej kritično je v Mariboru, kjer je brez dela skoraj 19% ljudi. Kljub temu se najdejo še uspešne in nenavadne poslovne zamisli. Zadnje leto lahko slovenski štirinosci uživajo v pravih pasjih gurmanskih poslasticah. Poglejmo. Da je z dobro poslovno idejo mogoče uspeti tudi v teh neugodnih časih, dokazuje mlada Mariborčanka, ki je lani na obrobju mestnega parka odprla prvo pasjo pekarno v Sloveniji. Leto dni kasneje so njene rojstnodnevne pasje torte iz naravnih sestavin, keksi za alergike ter brezmesne in dietne pasje poslastice krepko prerasli meje domačega mesta. V tem času smo se razširili malo po Sloveniji, odprli še eno franšizo v Kopru in eno lastno prodajalno v Ljubljani. Med drugim smo se razširili tudi v tujino, odprli franšizno prodajalno v Zagrebu. V načrtu imamo za konec leta še Celovec in Graz. Na naših policah pa je že več kot 40 različnih lastnih produktov. Pač nekaj posebnega so prav te naše tortice, ki so bez posebnega recepta, brez jajc in brez moke in so pač primerne za vse kužke, tudi tiste, ki imajo različne težave. In ljudje so pač mogoče prevzeli malo to ameriško miselnost in živali, svoje kužke sprejeli kot družinske člane in jim prirejajo pač rojstnodnevne zabave. Ker mariborska pasja pekarna stoji na obrobju parka, so njeno ponudbo v minulem letu dodobra spoznali številni ljubitelji psov. Pasji lastniki so se navadili, ampak bolj so se kužki navadili, ker vsakič, ko grejo na sprehod, prav potegnejo pač k nam, so se navadili, da tu nekaj dobijo, so si zapomnili in prav vlečajo že preko ceste k nam. Za konec pa še nasvet za uspeh iz prve roke. Dobra ideja. Kot drugo pa mogoče ne gledati na to, kako bi čim hitreje nekaj zaslužili, ampak začeti en posel iz neke ljubezni do nečesa. Ker v bistvu, če nekaj rad delaš, se nekaj trudiš, z veseljem delaš, potem uspeh zagotovljen. V lenarškem podjetju Prevent Halog pa naj bi na žalost v kratkem brez dela ostalo skoraj 600 ljudi. Podjetju, ki izdeluje avtomobilsko konfekcijo, naj bi namreč nemški naročnik čez noč prekinil vse pogodbe. Dan po objavi prispevka se je odzvalo tudi vodstvo podjetja. Po besedah direktorja družbe si prizadevajo za preklic odpovedi pogodbe in ublažiti odpuščanje. Delavci v lenarškem Preventu Halog so bili nemalo presenečeni, ko jih je direktor podjetja seznanil, da naj bi bil njihov naročnik Mercedes-Benz konec minulega tedna odpovedal vsa naročila s pojasnilom, da bo to delo odslej opravljalo podjetje na Češkem. Za naše vprašanje o podjetju skoraj 600 zaposlenimi niso dosegljivi, so pa nad informacijami zaskrbljeni na občini in Zavodu za zaposlovanje. To pomeni, da bo 1/4 delovnih mest v naši občini, v našem mestu bo zgubljenih. To lahko rečem, da je za naše območje spet vrnitev v stanje, ki smo ga mogoče imeli konec lanskega leta. Lenart je namreč tudi zaradi bližine Avstrije beležil najnižjo brezposelnost v regiji, le 10%, skupno 350 brezposelnih. V zadnjem času izredno so se povečali socialni transferi. Pričakujem tukaj, da bodo ti problemi še večji. 500 na 350 je velika številka. Tudi če jih pride samo 300 na urad za delo Lenart, je to podvojena številka, torej podvojena brezposelnost. Zaposleni v podjetju, ki pred našo kamero niso želeli krivdo za izgubo poslov, pripisujejo lastnikoma, bratoma Kenanu in Damirju Hastorju. Ta naj bi, potem ko sta prevzela podjetje od očeta Nijaza, postala pogoltna na denar ter višala cene izdelkov. Stečajni upraviteljici Vinega Brigiti Kraljič je uspelo v enoletni najem oddati del premoženja, tudi staro vinsko klet v mestnem jedru.
Ime novega najemnika pred uradnim podpisom pogodbe ni želela razkriti. Sicer je v otvoritvenem poročilu premoženje, ki ga bo skušala prodati v celoti, ocenila na kar 13 milijonov evrov. Poleg stare kleti v središču mesta bo imel najemnik na voljo tudi novo klet v Košakih, vinograde v Svečini in gospodarsko poslopje v Krčevini. Pogodba bo po predvidevanjih upraviteljice podpisana najkasneje do konca avgusta. Kraljičeva se sicer še vedno zavzema za prodajo premoženja v celoti. Ideja je dobra, je prepričan Danilo Flakus. Če bojo vsi ti vinogradi, ki so zdaj še v lasti Vinaga, propadli okrog Maribora, je to, mislim, da ena mala katastrofa, kajti, ne vem, radi bi pridobili turiste, radi bi ljudem kaj pokazali. Če ji prodaja celota ne bo uspela, bo premoženja poskušala prodati v 2 smiselnih sklopih. Vinag ima v lasti preko 600 zemljišč in nepremičnin. Tržna vrednost je ocenjena na skoraj 13 milijonov evrov. A vprašanje je, koliko bo upraviteljica uspela iztržiti. V primeru, da zemljišča niso obdelana, se lahko njihova vrednost hitro prepolovi. Le polovico od skupno 73 hektarjev nasadov in vinogradov je uspelo dati v najem. Preostalo polovico obdeluje Vinag sam. Približno 18 hektarjev vinogradov so najeli tudi v kleti Dveri Pax. Nujna dela so bila upravljena, tako da smo mi potem pa začeli bolj z škropljenjem, z uravnavanjem. Zdaj trenutno poteka vršičkanje, komulčenje. Še zdaleč pa niso vsi vinogradi v odličnem stanju. Največ preglavic povzroča obilica dežja in posledično bolezni. Najhuje je na Piramidi, ocenjuje Kraljičeva, kjer vsa potrebna škropljenja niso bila opravljena. Od junija zanje skrbi Snaga. V teh dneh se povezujejo trsi, pregled grozdja je, nekaj je bolanega, nekaj gnilega zaradi obilice dežja. Kot sem že omenil, vinograd je v relativno slabem stanju, tako da se zna zgoditi, da bo še 2-3 leta potrebno, da bo, obrodil v polni meri. In prav škropljenju bodo upravljavci vinogradov v avgustu namenili največ pozornosti, precej manj pa mulčenju. Pogled na Vinagove vinograde zato še naprej ne bo najlepši. V občini Hoče - Slivnica so to poletje sredi velikih investicij. Energetsko obnavljajo obe osnovni šoli, dobili bodo nov vrtec in tudi zdravstveno postajo. V začetku maja so začeli še z drugo fazo gradbenih del v okviru medobčinskega projekta izgradnja kanalizacijskega omrežja, ki se bo dokončala jeseni. Odtekanje fekalnih voda v podtalnico je v občini težava že več kot 30 let. Pred 2 letoma so jo najprej rešili na območju Rogoze in Hotinje vasi, zdaj kanalizacijsko omrežje gradijo tudi med spodnjimi in zgornjimi Hočami. To smo pred 2007 prišli v program čiščenje in odvajanje voda v širšem mariborskem območju, 4 občine, Duplek, Miklavž, Maribor in mi. Mi imamo najzahtevnejši projekt, 11,5 milijonov cirka bil ocenjen. Občani bodo tako dobili 21 km kanalizacijskega omrežja, ki bo odpravil negativne posledice odpadnih fekalnih voda na okolje in zdravje ljudi, kar je težava predvsem v največjem slovenskem bazenu pitne vode na Dravskem polju. Zdaj je trenutno priključenih 29% gospodinjstev, predvsem v kraju Rogoza in del Hoč, kjer je že izvedena kanalizacija. Za izgradnjo te kanalizacije se bo priključilo cirka 60 do 70% vseh gospodinjstev. V občini pa energetsko obnavljajo tudi osnovno šolo v Hočah in Slivnici. Tam gradijo tudi nov vrtec. Vrtec bo zaključen predvidoma v septembru, tako da s 1. oktobrom bo odprtih 7 oddelkov v Slivnici. Vrtec je nizkoenergijski. V občini letos vlagajo tudi v zdravstvo. Sredi avgusta bodo namreč v Slivnici začeli zgradnjo zdravstvene postaje z lekarno. Slovenskih voznikov električni avtomobili, predvsem zaradi zasoljenih cen, še niso povsem prepričali. Je pa njihova uporaba precej bolj prijazna tako denarnici kot tudi okolju. Če ga polnite doma, vas bo 100 km vožnje stalo slab evro. V Mariboru pa imate na voljo tudi nekaj brezplačnih polnilnic in parkirnih mest. Ob beli, modri in rumeni coni je v Mariboru zadnje čase mogoče opaziti tudi vse več zelenih parkirnih prostorov.
Električnih parkirnih mest je v mestu Maribor 24. Razdeljeni so nekako po celotnem ožjem delu mesta, se pravi nekaj v starem mestnem jedru, nekaj okrog bolnišnice, se pravi UKC-ja. Nekaj jih je v območju kratkotrajnega parkiranja, vendar je v skladu s sklepom mestnega sveta Mestne občine Maribor plačilo parkirnine oziroma so vozniki, ki parkirajo takšna vozila, oproščeni plačila parkirnine. S tem želijo voznike tudi spodbuditi k uporabi bolj ekoloških načinov transporta, poleg tega pa lahko avtomobile tudi brezplačno napolnijo. V Mariboru je v tem trenutku 12 polnilnic in s tem lahko naenkrat polni 20 avtomobilov. Poglavitna prednost električnih avtomobilov je, da seveda ne osnažuje okolja. Plini in pa predvsem trzni delci, ko so izjemno škodljivi za človeško zdravje. Kljub številnim prednostim pa ne kaže, da bi električni avtomobili kmalu zavzeli slovenske ceste. Natančen podatek konec leta 2013 kaže, da je v Sloveniji 1 099 000 vozil. Manj kot 0,3 promila je v tem trenutku električnih. Konec leta 2014 je bilo 47 električnih vozil, po podatkih, ki pa sem jih pred kratkim pridobil, pa je v tem trenutku pa že 340 električnih vozil. Kaj menite o električni mobilnosti? Ja, zdi se mi, da je zelo okolju prijazno. Alternativni vir energije in bi po mojem rešil vse malo teh okoljskih problemov. Parkiriščem za električne avtomobile pa se bodo v prihodnosti v mariborski občini pridružila še parkirna mesta za vozila na stisnjen zemeljski plin. Poglejmo še na Koroško. V bolnišnici Slovenj Gradec se je oglasilo še nekaj bolnikov s prebavnimi težavami, za katere zdravniki sumijo, da gre za okužbo s salmonelo. Vsi so se namreč prehranjevali v istem lokalu v okolici Slovenj Gradca. Po inšpekcijskem pregledu so lastniku naročili, da mora prenehati strežbo hrane. Ker tega ni storil, so kuhinjo zapečatili. Restavracija Salun je izjemno priljubljen lokal na Koroškem, kamor pogosto prihajajo tudi sosedje Avstrijci. Ob koncih tedna postrežejo do 2000 porcij hrane, a inšpekcijski nadzor je pokazal številne nepravilnosti. Ugotovili smo teže kršitve na področju higiene in varnosti živil. Prvič, živila, ki so bila v tem obratu, za njih ni nosilec dejavnosti mogel predložiti sledljivosti. Druga komponenta je bila ta, da so higienske razmere pod predpisanim minimumom. Torej razmere v sami kuhinji in razmere glede zdravja oseb tudi niso raziskane. Že včeraj so lastniku ustno prepovedali pripravo hrane, danes so kuhinjo zapečatili inšpektorji. Vzrok nadzora je sum na salmonelo. Po do sedaj izbranih podatkih vemo, da je zbolelo več kot 10 ljudi, za katere je pravzaprav skupna točka uživanje hrane v tej isti restavraciji. V slovenjgraški bolnišnici se trenutno zdravijo 3 oboleli. Salmonela je v bistvu lahko precej nevarna bakterija, gre namreč za kar precej prizadetost same klinične slike z bolečinami v trebuhu, napenjanjem, visoko temperaturo, driskami in seveda veliko izgubo tekočine. Uradno izvora salmonele v tej restavraciji sicer še niso potrdili. Rezultati analiz bodo znani prihodnji teden, lokal ostaja odprt, hrano pa bodo ponovno lahko stregli, ko bodo odpravili vse nepravilnosti in bodo pristojni ugotovili, da je ta varna. Spoštovani, to je bil pregled pomembnejšega dogajanja tega tedna. Hvala za pozornost in vabljeni v našo družbo tudi v ponedeljek. Nasvidenje.